pozdravila še našo zadnjo gostjo v tem pogledu, in sicer izredno profesorico dr. Simona Tanci, ki je univerzitetna diplomirana psihologinja in specializantka supervizije, je sodelavka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze Sigmunda Freуда v Ljubljani. Objavlja, predava in raziskuje med drugim tudi teme s področja vpliva digitalizacije na učenje in razvoj otrok ter mladostnikov, predvsem z vidika neuroedukacije in kognitivne znanosti. Je tudi članica večjih mednarodnih organizacij s področja neuroznanosti in kognitivne. Izobraževala se je v ZDA in na Nizozemskem. Danes pa v Celju. Jaz bi se najprej zahvalila organizatorjem, da so me povabili na to predavanje in pa hkrati se veselim druženja z vami. Tisto, kar bi želela povedati, mogoče nekaj, s čimer se mi nenehno soočamo in sproža veliko vprašanj. In sicer zelo zanimivo je bilo poročilo OECD pred časom, pred 2 leti, kjer so ugotovili, da v bistvu računalniki niso tako vse mogočni in niso tako močno prispevali k razvoju izobraževanja, kot je to pričakovano. In sicer razvoj osnovne bralne pismenosti, da je ključni dejavnik v evropski strategiji, in pa da so izobraževalni sistemi ogromno vložili finančnih sredstev v IKT, ni pa zaželenega bilo napredka. Tudi na teh mednarodnih preverjanjih različnih znanj se je pokazalo, da ni nekih napredkov. Rezultati so pokazali, da evropska država ima 1/5 učencev pomanjkljive bralne spretnosti. Seveda so tudi pri drugih teh različnih vidikih, ki so jih spremljali, vidi, da pravzaprav ni tisto prinesla tehnologija, kot so pričakovali. Tudi s tem, da se je dostop do računalnika zmanjšal, glede na socialno-ekonomski status, prav tako ni doseglo tistega, kar bi lahko. Tako je recimo že znano, da je nekdo Conte iz MIT-a tudi recimo poskusil neko družbo reformirati, da bo izobraževalni sistem napredoval s tem, da je dal otrokom v Južni Ameriki računalnike, vendar se tudi nek čudež ni zgodil. Da bi kar prosila naprej. No in rezultat tega v bistvu spoznanja je bil nek poseben host action, to se pravi evropski program, ki je bil namenjen temu, da se preverja, kaj se v bistvu dogaja z branjem v dobi tehnologije oziroma digitalizacije, da ni nekih takih čudežnih napredkov. No in sicer so pod vodstvom Megan, verjetno je že to slišal za njo, iz Norveške, izvedli ta vseobsežen projekt, ki je evropski, ki je trajal več let, in so skušali z interdisciplinarnimi timi raziskati to branje v povezavi z digitalizacijo. Da bi si pa mogoče večkrat pogledali, kaj pa se pravzaprav dogaja, ko se mi učimo brati, oziroma ko beremo, ali pa ko pišemo. Dejstvo je, da človek ni genetsko opremljen za učenje branja, kot je recimo za učenje govora. To se pravi, da je branje torej staro 5400 let in tekom evolucije mi nismo zgledili enega posebnega možganskega predela, ki je bil odgovoren za branje. To se pravi, da s tem, ko se mi učimo branja, spreminjamo svoje možgane. Se pravi, naše možgane imajo neverjetno sposobnost,
da sami sebe spreminjajo, pač pod vplivom teh naših različnih aktivnosti. In to je tisto, kar pravimo neuroplastičnost. In tu bi mogoče bilo stvar, ki se je dobro zapomniti. Tudi ko gledamo, kaj se pa zgodi, če mi bomo nehali brati, pa bomo drugače brali in pa podobno, to bo vse vplivalo na razvoj naših možganov. In sicer, kako se je začelo razvijati to bralno mrežje? Predvsem je zanimivo, da so se s tem, da so začeli slikati na stene, torej naši premiki, so s tem že nekako začeli preurejati naše možgane, da so obstoječa možganska mrežja in pa poti za vizualne procese in konceptualne procese nekje razvijali. Če si predstavljate, on je vid oblika, pa ga je narisal na steno. To se pravi, to je nek koncept, ki je abstrakten, prej je pa bila materialna objekt. In branje torej res temelji na preurejanju obstoječih, to se pravi tisto, kar smo tekom evolucije razvili, mi to zdaj preurejamo in spreminjamo. Zato tudi pravimo, moja misel je od znanega neurologa, raziskovalca in pa kognitivnega znanstvenika Lejena, ki pravi, da mi recikliramo naše možgane. Si predstavljate, da je poseben predel, ki je tam zelo označen, to je vizualni predel naših možganov, da ga mi močno spreminjamo. Se pravi, da celo tisti delček, ki je namenjen, recimo prepoznavanju obrazov, v levi hemisferi tako spremenimo, da prepoznavamo črke. To je v bistvu zelo nenavadno, ne? Da so naši možgani to sposobni. No, tukaj jaz ne bi šla v podrobnosti, ampak tukaj vidite, kako so te različne poti vizualne se prepletajo z sluškimi oziroma fonološkimi in pa z semantičnimi. To vse je potrebno razviti pri branju. No, pri Sotan, recimo, in to je tisto, kar v bistvu je podstat naše kulture, ki je označena za ravnost v možnostno branja. Zato tukaj se bomo pa srečali z nečim, kar je pa zelo zanimivo in mogoče nas tudi v teh razmišljanjih povezuje, pa tudi vas, ki veliko tudi marsikaj razmislite, da zanimivo je, da ko mi pišemo, se aktivira tisto področje, ki je označeno z rumeno. To je Exnerjevo področje. In to področje se aktivira tudi pri branju. Mi včasih mislimo, branje je predvsem vizualna spretnost. Ne? Ob tem, ko mi beremo, se na naših možganih aktivirajo kipi, ki so sicer udeleženi pri pisanju. No, to je nekako, mi rečemo temu motoričnih programa. Ne? S tem pa pravzaprav mi vidimo, kako je naše telo pravzaprav, ali kako smo mi celoviti, povezani. In zato moramo biti pozorni, kako s to sodobno tehnologijo nekako se odmikamo od svoje telesne dejavnosti, in v bistvu na ta način tudi mogoče zgubljamo to svojo celovitost oziroma zgubljamo nekaj svoje kreativnosti. Zato tudi pravimo, da je pisanje pomembno za učenje branja. In temu pravimo telesna kognicija, ki je tisti, ki se mogoče, ki bolj bliže seznanjate z kognitivno znanost, ali pa kognitivno psihologijo, dobro poznate. To se pravi, da je naša mentalna aktivnost povezana s telesom, zato rečemo utelešanje. Verjetno kdo od vas pozna knjige, ki jih je napisal Johannes Palasma, zelo znan arhitekt, erudit, bil je lansko leto tudi pri nas, ki govori v svojih knjigah
recimo Oči kože je naslov ena od njegovih knjig, druga pa je Misleča roka, kar nam zelo veliko pove, kako se je naš v bistvu in pa telo kako sta tesno povezana in kaj se dogaja z njima v sodobnem svetu. Seveda se pa sprašujemo, je vseeno, če mi tipkamo nek tekst ali pa ga pišemo na roko. No in s tem so se ukvarjali številne raziskave oziroma neuroznanstvene raziskave, ki so skušale razplesti ta vprašanja oziroma na to povod. Tako so recimo ugotovili, in to je tudi nekaj didaktika, da v bistvu otroci pišejo lahko pesek in pa podobno, posebno te šole, kot je Vablovska, pa Montessori šola imajo veliko tega, da z rokami delajo. Zapisovanje, pisanje z roko pa je zanimivo, se ne pokaže samo v razvoju otroka, da je zelo pomembno. Se pravi, ne samo pisanje, tudi da modelira, da riše, da se ukvarja z marsičem. Mi vemo, da danes šole na Finskem imajo poleg sicer tega digitalnega izobraževanja, seveda otroci delajo umetnostne dejavnosti. In to je tisto, kar jim daje v bistvu tudi razvoj nekih možganskih področij, ki so pomembne za razvoj. Branje, mogoče se poslišano nenavadno, je multisenzorna spretnost. Multisenzorna spretnost in sicer, kaj to pomeni? To pomeni, da so pri branju udeleženi najrazličnejši čuti, poleg teh gibov rok. Zato je tudi pomen tega tipa, ki je drugačen, če beremo z branjika oziroma z iPad, da imamo v rokah, ali pa če beremo knjigo. Bistveno drugačne senzorne izkušnje dobimo. In tudi ta utelesena kognicija, mišljate, da ste še nazaj. Ta utelesena kognicija je lahko nazaj lastično. Ta utelesena kognicija je drugačna. Recimo, če vi berete na branjiku oziroma na enem elektronskem nosilcu, mi vemo, da je ta elektronski nosilec skos enak. Tudi tista stran je skos enaka. Tudi von je enaka. Ne? In tudi nimate neposrednega stika z tekstom. Medtem, če berete knjigo, pa imate neposredni stik s tekstom, dišivam, ena knjiga je taka, ena drugačna, ena ima tako teksturo papirja, eno je tako obarvana, druga je drugače obarvana in vsa ta čutila pomagajo k mentalni reprezentaciji, se pravi, podpirajo naše mentalne procese, ki se, bi rekli, so brez veze, pa niso brez veze. Prav tako mi po knjigo pri knjigi, da to so delali zelo sistematične raziskave v okviru tistega postovega projekta, so ugotovili, kako se to, imate glasne izkušnje, verjetno to doživljanje, da pravzaprav, kako hočete še nazaj v enem članku ali pa knjigi pogledati, da veste, kako najdete tisto mesto. Pri knjigi je lažje. Ne? Prav tako ni knjiga, teža knjige, pa to, da se grmadijo strani na levi, pa da jih je vedno manj na desni, to so vsa čutila, ki so naše percepcije, ki nam pomagajo pravzaprav pri gradivu. Tako da je pravzaprav ta interakcija,imo rečemo angliško affordance, ta interakcija z nosilcem, sicer ali pa v umetnosti ali pa v arhitekturi je zelo pomembna, pa tudi tukaj. To se pravi, kako doživljamo eno ali drug nosilec tega teksta. No, zanimivo pa je, da so ugotovili s temi raziskavami en Mendel, da pri otrocih, ko so raziskovali posebej, da so brali na enem ali drugem
viru oziroma nosilcu, knjiga ali pa elektronski nosilec, so ugotovili, kako pravzaprav otroci imajo težje razumejo gradivo, težje se znajdejo v gradivu, posebno ta osrednji del, recimo, če je bila zgodba, si ga zelo slabo zapomnijo. In skratka, empatija je bila manjša ali pa je ni bilo. To se pravi vživljanje v tiste osebe, ki so nastopali, recimo, zgodbi je bilo slabše. To se pravi, da je zelo pomembna ta povezanost med senzomotorično izkušnjo in kognitivnim predelovanjem vsebine, to se pravi razumevanjem tega vsebine. In pa zelo pomemben faktor je poglobljenost, pa potopljenost branja. Poglobljenost branja, mi vemo, da se moramo pri poglobljenem branju zelo močno osredotočiti in takrat zelo imamo močno notranjo motivacijo, da tudi lahko spremljamo, kaj razumemo, česa ne, kako bi bilo treba recimo še kaj preveriti in podobno. No, velikrat navajajo Sokrata, pa ga večkrat potvorijo. Sokrat je nasprotoval zapisani besedi. Spomnite se, kako je imel on to majevtiko, kako so v bistvu se učili preko debate. In da je bilo strah, da bo nekje ta tekst napisan, da ne bo več razmišljanja o različnih problematikah, da samostojnega razmišljanja bo vedno manj, ker se bodo zanašali pač na tisto gradivo, ki je zabeleženo. No, to se v bistvu ni zgodilo, da je človeštvo še vedno zelo napredovalo, ustvarjalo novo znanje. Ampak nekaj se je pa zgodilo in pa to je pa precejšnja verjetnost, da pa se pa vsaj nekateri raziskave kažejo, da se pa nekaj podobnega uresničuje pa z temi z digitalizacijo, torej z elektronskimi nosilci. In to je Marian Wolf, neuroznanstvenica, raziskovalka branja, poimenovala Sokratova nočna mora, da ne poznate, ne? No, to bi bila pa Sokratova. In sicer zakaj gre? To je tudi pri študentih opažam, da berejo tekst, recimo na nekem surfajo po različnih virih in tudi tako naprej, ker je v bistvu možnost, da imamo dostop do vsega svetovnega znanja fantastična. Vendar kaj se zgodi? Da v bistvu, ko pregledujejo te različne vire, smatrajo, da je informacija že znanje. Vendar informacija ni znanje. Mi moramo razmisliti o informacijah, jih analizirati, jih sintetizirati, da pridemo do znanja. In znanje z različnih področij povezati med seboj, primerjati, da pridemo do modrosti. To se pravi, da je tisto njihovo razmišljanje precej, bi rekli, na nižjem nivoju. Zato pravimo, da v bistvu pogosto se zgodi, da s tem imamo dostop do teh množice informacije, da pa v bistvu ne razvijamo višje nivojskih funkcij. To se pravi, višje nivojske funkcije so tisto, kar bi rekli, kar vodi tudi do modrosti. In po študentih tudi uvažam, da rečejo, jaz to poznam, to imam tam in imajo občutek, da potem že znajo, ampak to ni znanje. Mi moramo predelovati, razmišljati, iskati razlike, podobnosti, dedukcije delati, indukcije in podobno. No, branje daljših besedil je tudi opazilo se preko teh raziskav, pa tudi v praksi opažamo, da je povezano, da je povezano z digitalizacijo. Verjetno kakšnih, recimo, Prusta, ne bi nihče njegovih debelih knjig in polnih refleksij bral na temu elektronskem nosilcu, ali pa tudi sicer ne bi bral. Zato, ker to so debele knjige, zahtevajo vztrajnost. In ravno ta vztrajnost manjka v sodobnem času. Vse mora biti hitro in vse mora biti, do instant.
Večkrat še samo da si Imaš povedala. da približno veste, Ja, branje digitalnih nosilcev je torej bolj površno, manjša je globina predelovanih informacij in približuje kodiranje informacij v spomin. To so dela zelo veliko raziskav. Tudi recimo, če vi predavanja pišete, nekateri masi zabeležite, da z roko je to drugače, kot če pišeš, prijatelj reče, jaz sem pa vse predavanje napisal, koliko je super, da imam vse napisano. Vendar pišejo verbatim in med tem, to se pravi dobesedno, in med tem nimajo časa procesirati informacije, primerjati, priklicati dolgoročnega spomina in podobno. Skratka, tudi te hiperpovezave so tiste, ki včasih motijo koncentracijo, pa kakšne tudi učbeniki so včasih pomno imajo eni možnosti še dodatnega gradiva, ki včasih koncentracijo moti, pa tudi metakognicijo in pa samo govornost. No in tukaj imamo Prusta, ki je v svoji knjigi gledal na branje kot na neke vrste intelektualno svetišče, to je prav njegovo pojama, v katerem lahko ljudje dostopajo do tisočerih različnih svetov, na katere ne bi sicer nikoli naleteli ali razumeli. Vsak od teh svetov lahko preoblikuje intelektualna življenja svojih bralcev. Mi vemo, da se čustveno-socialno in vsi smo se razvijamo z branjem, ko se tudi uživljamo v te različne osebe in pa kot tudi Umberto Eco pravi, tisti, ki ne bere, bo pri 70 letih imel eno samo življenje. Tisti, ki bere, bo pa živel 500 let, kolikor je prebral. Da jim pa samo še nekaj, če dobote, samo en stavek še. Zanimivo je, da tisti ljudje, ki ustvarjajo vso to tehnologijo v Silicijevi dolini, ne dovolijo svojim otrokom, da imajo pametni telefon, omejeno imajo število ur, ko so za računalnikom, in pa hodijo v Montessori šolo, oziroma v Waldorfsko šolo, v Steinerjevo šolo, in celo varuške kontrolirajo, ali imajo pri sebi telefon, pametni telefon, oziroma komunicirajo z njim. Tudi to ni dovoljeno, in jih pošteno kontrolirajo. To vam veliko povira, kako se moramo mi ravnati, da mogoče neka gradiva pač beremo na tem nosilcu, druga na tem, predvsem pa spodbujamo k razmišljanju in refleksiji tega, kar razgledamo. Hvala lepa. Smo tudi zdaj malce, če včasih bi vas povabila, da zadržite to misel v refleksiji in v razmisleku, razmislite o vprašanjih, ki boste postavili malce kasneje in da si vzamemo 15 minut pauze, da lahko malce spoznamo, da reflektiramo slišano, drugi so bogati prispevki, verjamem, da so nam dali zamisliti in da lahko to razmišljanje zdaj malce spodbudi pri kavicama, pri kriska tam, tako da vabim 15 minut, sporočajte sluško in potem se vrnemo na skupno debato. Tako da 15 minut.